nič, vemo, kaj moramo narediti. Imamo zelo malo časa, da se pripravimo na tekmo, ampak po drugi strani je to dobro, da lahko tudi tekmo Švedsko pustimo za sabo in razmišljamo takoj o naslednji. Tako da jutri je nov dan, novo pričakovanje, nov izziv, tako da nova velika reprezentanca, ampak smo pripravljeni in dali bomo vse od sebe. Jaz mislim, da ko prideš za reprezentanco, da moraš biti vedno motiviran. Tudi če imaš za sabo v prvenstvu 100 tekem, reprezentanca ti pač mora dati nekaj več, mora ti dati nekaj vzziv in jaz vedno pridem rade volje in ko mi čakam, da pridem reprezentanco. Tudi če sem utrujen, tega ne bom kazal, ampak bom dal vedno kar se da najbolj od sebe. Ja ne, pač vzeli bomo tekmo kar se da bolj resno in pač bomo vzeli tudi napake, ki smo delali proti Švedski, da to spravimo na minimalno in da damo pač vse od sebe za to tekmo. Kar se pa tiče tega, da niso zmagali proti nas ne vem koliko časa, ali se sploh ne vem. Sploh še ne, pač to se mi s tem ne obremenjujemo, ampak samo gledamo na tekmo jutri, kako bomo mi stali in kako se bomo mi obnašali. Zdaj mi moramo vedeti, da smo mi zdaj na takem nivoju, da igramo proti vrhunskim reprezentancem, da igramo proti vrhunskim igralcem, ki igrajo v vrhunskih klubih in da če se nam na tekmo ponudijo 2-3 šanse, da moramo izkoristiti. Tako da jaz mislim, da proti Švedom smo imeli kar veliko šans in mislim, da če bi pač eno izkoristili, da bi se to čisto neko drugačno smer razvilo. Ampak se ne bomo s tem nekaj preveč obremenjevali, delali bomo naprej, kakor smo do zdaj, dali bomo vse od sebe in jaz mislim, da na koncu sem siguren, da se bo to tudi obrestovalo. Jaz mislim, da neke razlike med Vlahovićem in drugimi igralci ni, ker to so vsi vrhunski nogometaši, ki igrajo na vrhunski ravni, igrajo v vrhunskih klubih in pač mi smo pripravljeni na vse tipe napadalcev, katere imajo na razpolago. Imajo pa na razpolago vse vrhunske napadalce. Jasmin, najlepša hvala. Hvala vam. Ja, dobro dan. Najprej zahvala domačinom za ta peklenski sprejem. Hvala vam za ove temperature, baš uljudno od vas. Na drugi strani pa, kar se mene tiče osebno, jaz sem zelo vesel zopet biti na enem izmed kultnih štadionov evropskega svetovnega nogometa. Seveda, fokus vseh nas je še vedno v neki regeneraciji, kar se tiče tekme proti Švedski in pa z razmišljanjem na tekmo, ki nas čaka jutri. Govoriti o nasprotniku, ki je udeleženec svetovnega prvenstva, tako kot je rekel Jasmin, ki ima toliko kvalitetnih posameznikov, ki jih vodi tako eminenten strokovnjak, bi bilo izgubljanje energije. Razmišljamo predvsem o naših problemih, o svojih stvareh, kako biti boljši v nekaterih momentih, kar je pokazala tudi tekma proti Švedski in seveda mogoče še nadgraditi nekaj, kar pa je bilo proti Švedski dobrega. Zdaj, kar se tiče Lige nacije, da vam kar takoj že odgovorim, da potem ne sprašujete, je kar je in za vse enako. In izgubljati zdaj tukaj tudi energijo in zdaj razglabljati. Nekdo, ki seveda daje denar, je odločal o tem, po kakšnem formatu se bo igralo in na nas je, da probamo to čim boljše speljati, da pa ni fajn, ne, ni fajn. Seveda je bilo boljše biti kje na hladnem, ampak tu ni kaj dosti za govoriti in jaz sem zelo vesel, da so fantje že za svojim odzivom na poklic in pa z tem, kako se obnašajo na treningih, pa tudi z voljnim momentom na sami tekmi, da so pokazali in dokazali, da jim je res nekaj do reprezentance. Tako da, kaj pričakujem jutri? Eno tekmo seveda, kjer bodo domačini poskušali obnovčiti oziroma nadoknaditi tisto, kar so zamudili proti Norvežanom in na drugi strani mi, ki seveda želimo priti do nekega pozitivnega rezultata in ne ostati na ničli, kar se tiče Lige narodov. Ja, zdaj šele druga tekma in zdaj bomo komaj prišli vsi mi selektorji v tisto cono, ko sploh ne veš, kje si, ne. Jasno je, da kar se tiče kadrovskih zadev, Štulac je odpadel za tekmo, Kramer in Elšnik
bosta sicer danes trenirala, ampak verjetno njihov nivo pripravljenosti še ni takšen, da bi lahko bila v kadru za nocojšnjo tekmo. Nekatere spremembe bodo, nekatere ja, ker že tudi sama razporeditev minutaže v prvi tekmi, naprimer dveh napadalcev, je absolutno sugerira na to, da nista dolgo bila že v nekih 90 minutah obremenitve in zaradi tega že pred tekmo nek način razmišljanja. Morali bomo pa držati visok ritem, tudi se pripraviti na njihovo različico ene postavitve in druge postavitve. Te rotacije pa mislim, da o teh se razpravlja zdaj že toliko časa v tem nogometu, na koncu pa gledaš finale Lige prvakov pa vidiš, da so nekateri igralci, ki so globoko že čez 30 let, kar v pogonu 50-60 tekem. Tako da to je tudi dosti stvar glave. Jasno pa je, da seveda absolutno razmišljamo v strokovnem štabu, da bi nekatere stvari osvežili oziroma da bi nekatere stvari spremenili na ta način, da bomo lahko držali visok ritem. In kar se tega tiče, sem pa bil tudi proti Švedski in to je treba poudariti. Mislim, da so še enkrat Švedi bolj padli po 65 minuti, 70 minuti kot mi, kar je pa seveda zelo pozitivno, ker tu se v bistvu, to je temelj, tu se pravzaprav vse začne. Seveda je ob tako majhnem številu treningov zadeva mora najprej pasti, zaživeti dobro. Mislim, da smo tukaj predvsem prišli do možnosti, da smo različni, da nismo preveč predvidljivi. Manjka še kar dosti v vsem tem, ampak se pravim, z več tekmami bo to postalo nekaj, kar je lahko prednost Slovenije, predvsem pa mi je bilo všeč tisti zadnji del tega igranja za tremi, ko smo zelo visoko postavljenima bekoma, pravzaprav za kriloma, dobro spravili v težave Švede. Je pa seveda to samo ena izmed različic. Moje osebno pa je še vedno razmišljanje, da če bi imel tip igralcev, karakteristike igralcev 4-4-2, kar je pač neka moja potrditev, neka moja usmeritev. Ampak tudi do tega bomo še prišli, smo že blizu. Ne, sploh nisem o tem razmišljal. Seveda ko se srečam z kolegi iz srpskega nogometa, Srpske nogometne zveze, vedno pride beseda na tisti Maribor, na tisti gol iz slačilnice skoraj, ampak da tekma ni bila pomembna, tekma je bila zelo pomembna, na koncu je bila to zadnja tekma v mojem prvem obdobju, jaz sem takrat že vedel, da več ne bom dali selektor in potrditev nekega karakterja tiste generacije, ki je na koncu spravila slovenski nogomet tudi na svetovno prvenstvo. Tradicije se zato, da se o njih sicer pogovarja, ampak da se nekje oziraš na njih, tudi mi dolgo nismo premagali Hrvatov oziroma sploh nismo, pa smo jih potem premagali. Tako da ja, ene zadeve, o katerih se lahko pogovarjate, ki so zanimive za medije, za gledalce, ampak jutri je čisto nova tekma, novo izhodišče, predvsem za nas nov motiv in pa nov izziv. Ne bom šel v to razmišljanje, šel bom seveda v to, da bi z neko pravilno hidrizacijo že predtem pripravili igralce in potem predvsem moment, ki ga potem doživiš v sami tekmi, trenutek, ki ga bo tekma pokazala, prideš do nekih odločitev, pomeni pa seveda vseeno to, da imaš nekje pripravljeno eno varianto, drugo varianto, tretjo varianto, ampak tako za nas je tudi za njih, ne? Tudi oni so v koncu sezone mogoče še z mnogo večjo minutažo kot nekateri naši igralci, tako da vse to je seveda neki izziv, hkrati pa bi lagal, če bi rekel, da ni problem. Je problem in to je sigurno nekaj, o katerem se bodo morali pogovarjati ljudje, ki odločajo o teh zadevah.